Pozdravljeni vsi skupaj v Pokrajinskem muzeju v Kočevju, zraven sobe, ki je povezana z dogodkom, ki mu je namenjen današnji simpozij. Letos minevata dve pomembni obletnici povezani s slovensko državnostjo. Prva je ta, ki se spominjamo v teh dneh, namreč včeraj je bila 80. obletnica prvega dne zbora od poslancev slovenskega naroda, ki je zasedal v Kočevju in potem je zasedanje trajalo do 4. oktobra do ranih jutranjih ur. Razpravljali in sklepali so o pomembnih odločitvah, ki so imele daljnosežne posledice. Kot rečeno, je bil dogodek v tele stavbi, v prostoru tule zraven, ampak tehnično je tale boljši za simpozij, zato smo seveda se preselili v ta prostor. Stavba je nekdanji sokolski dom, ki je takrat stal na obrobju Kočevja, danes seveda malo bolj vključen v samo mesto. Drug dogodek iz istega leta 1943 pa je zasedanje Avnoja, ki je bilo malo manj kot 2 meseca kasneje v Jajcu, v bosanskem mestu Jajce, kjer so med drugim seveda tudi potrdili sklepe iz Kočevja. Med pomembnejšimi temi je o zaokroženju slovenskega nacionalnega prostora v eni državi. Pred nekaj več kot letom dni je vzniknila ideja, da bi središče za javno zgodovino pri oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, programska skupina Slovenska zgodovina, ki tudi deluje na tem oddelku, oddelek kot tak, društvo retrospektive in pa seveda Pokrajinski muzej v Kočevju, organizirali simpozij ob 80-letnici zbora od poslancev slovenskega naroda tu v Kočevju. Muzej je seveda z veseljem zagrabil pobudo je podprla tudi občina Kočevja. Med nami je tudi, recimo temu, en dedič, imamo enega poslanca med nami, kot neke vrste dediča teh več kot 600, ki so tukaj zborovali pred 80 leti. Na začetku bi želel še pred ostalimi pozdravi pravzaprav opravičiti predstojnico oddelka dr. Kornelijo Ajlec. Danes je prvi študijski dan, pa jo seveda je to zadržalo. Neke druge obveznosti pa ima vodja programske skupine oziroma raziskovalnega programa dr. Rok Strgar, ki pa seveda oba temu simpoziju želita uspešno delo. Zdaj pa, gospe sedi, vabim najprej gostitelja, župana, dr. Vladimirja Prebiliča. Prosim. Hvala lepa. Zdaj, uvodoma najprej se naj opravičim, ker bom zaradi obveznosti, ki jih imam z mediji, ob 11. mora biti na drugem dogodku, ampak to nikakor ne pomeni, da ne bomo v mislih z vami. Jaz sem najprej vesel za to, da je danes dogodek v Kočevju. Namreč vsak dogodek je dobrodošel v Kočevju, tisti pa, ki je povezan z našo zgodovino, pa toliko bolj. Hkrati sem vesel in ponosen, da to dela, bi smo rekel kar drugače, moj oddelek. Namreč tudi sam sem diplomiral na Filozofski fakulteti na oddelku za zgodovino in mi je toplo pri srcu, ko vidim kolegice in kolege zgodovinarji, ki se ukvarjajo s tematiko, za katero menimo, da je izjemno pomembna in na katero smo v Kočevju tudi zelo, zelo ponosni. Danes sem bil naprošen, da bi povedal nekaj modrih besed, ampak sem se navadil tudi v svoji akademski karieri, da kadar imaš bolj pametne od sebe, nima smisla pametovati. In danes je bo kar nekaj takšnih se tukaj zvrstilo in sem res vesel, da imamo tako res dobro zasedbo, ki bo odstrnila mogoče še kakšno tančico skrivnosti zasedanja, ki se je zgodilo v Kočevju. Sam bi se dotaknil mogoče čisto ene druge teme, ki pa seveda je pomembna, in to je, ko se dostikrat pogovarjamo, tudi v Kočevju, pa verjamem, da se tudi širom Slovenije ljudje, zakaj ravno Kočevje? Zakaj nekakšen drug kraj? Zakaj je bil ta tisti, ki je bil posvečen? Bom nekaj svojih razmišljanj navrgel, verjamem pa, da boste vi prišli še s kakšnimi boljšimi argumenti. Zdaj, uvodoma sem že rekel, da je za nas zasedanje izjemnega pomena, namreč zgodovina, ki se je tukaj odvila, je bila košček državotvorne zgodovine, brez katere bi ne danes živeli v Sloveniji takšni, kot jo poznamo. Čeprav nekateri poskušajo z
recimo temu zgubo zgodovinskega spomina relativizirati te dogodke, mi tega seveda nikoli ne bomo dopustili in izvedno znova pravim, Slovenija in slovenska zgodovina je kontinuitetna zgodba, se pravi, ni sestavljena iz posameznikov, ki so odločilno vplivali, ampak so se mogli vsi zvrstiti, da smo lahko prišli na cilj do samostojnosti, ki jo danes tudi imamo. Zdaj, zakaj Kočevje? Če seveda smem zdaj vklopiti še drugo diplomo, ki jo imam z področja geografije, vedno rad rečem, da je naš prostor Kočevske, zelo zanimiv prostor. Lahko bi mu rekli tudi kontaktni prostor, ki povezuje, premošča regije med seboj in če pogledate širše, boste ugotovili, da vstop v Zahodni Balkan, vstop tudi v primorski del, to vemo, zlasti domačini, ki hitro skočimo na Krk, kadar imamo seveda kaj časa, ali če greste na sever ali na vzhod, boste videli, da morate tako ali drugače iti preko Kočevske. To mojo tezo lahko potrjuje tudi dejstvo Jantine poti, ki je tukaj potekala 3000 in več let pred nami in je ta kontaktni prostor bil že v tistem času zaseden, da so se tega kontaktnega prostora zavedali kasneje tudi Turki, ki so upadali ravno čez to ozemlje v naš, recimo temu etični prostor Krajinske oziroma Slovencev, se je tudi dokazalo, da se je tukaj branila, če želite, tudi Krajinska se je tudi dokazalo, da so tudi gospodarji, ki so pripeljali v ta prostor kočevarje, se pravi naše predhodnike, Nemce, ki so v tem prostoru sobivali z nami, se je tudi dokazalo. Torej ta lega omogoča dejansko dostop v katerokoli smer v našem Zahodnem Balkanu in mislim, da je to eden izmed razlogov, zakaj je ta stvar tako zelo pomembna. Druga stvar, ki bi jo rad izpostavil, je, da seveda to sobivanje z kočevskimi Nemci je bilo ves čas tako, bom rekel, sinusoidno, ni bilo vedno rožnato, bilo je tudi včasih kaj napetega, ampak seveda najbolj napeti del sobivanja nedvomno je bilo leto 1941, kjer se je pokazalo, da seveda se tukaj lomi zgodovina in ta prostor se je takrat izdatno tudi izpraznil. Domnevam, upam si drzent, razmišljam tudi v smeri, da so odločevalci, ki so videli Kočevsko, nemara videli tudi tukaj eno sporočilo, da ta prostor, čeprav je bil poseljen z otokom in s katerim smo sobivali še enkrat, nekako pripada slovenskemu narodu in poslati sporočilo. V tem kontekstu mislim, da bi lahko bila ena izmed razlag, zakaj ravno to. Seveda je jasno tudi to, da je ta prostor bil sedež poveljstva Narodnoosvobodilne vojske, da so tukaj sprejemale najbolj pomembne odločitve in da, kot rečeno, če bi bilo potrebno, bi bil lahko tukaj tudi izmik iz tega prostora v primeru posredovanja tedaj že napredujoče se nemške vojske v naš prostor, potem ko je kapitulirala Italija. Ta prostor je tudi po drugi svetovni vojni nosil pomembno breme, da se dotaknemo tako pobojev, ki so se zgodili v našem prostoru, pa tudi kasneje, ko se je ta prostor alociral za oblikovanje kapacitet zaščite političnega vodstva v Goteniškem predelu in bunkerjev, ki smo jih takrat dobili. Ta kontaktni prostor seveda je kreiral veliko zgodovine, ampak je tudi velika priložnost. Po vojni je ta prostor bil izpostavljen nekaterim eksperimentom, ki niso bili najbolj posrečeni, ampak so nam omogočili, da smo na podlagi teh eksperimentov danes nekatere zgodbe naredili, ki so prodorne, so dobre in so za vzgled lahko tudi v Sloveniji. Seveda imamo v mislih podjetje, ki je k nam prišlo pred 6 leti in se bo ravno v tem letu širilo z 100% povečavo in potem še v letu 25 enkrat toliko. Skratka, tudi drugi so prepoznali prednost kontaktnega prostora in glavno sem se vrnil z Japonske, ko sem razlagal našim investitorjem, sem rekel, veste, iz Kočevja ni daleč nikamor. Do zagrebškega letališča je 1 uro, do ljubljanskega letališča je 1 uro, do riješkega pristanišča je 1 uro. Torej, z tega vidika smo res zanimivi in to prepoznavajo tudi tuji investitorji in naložbeniki. In da se vrnem na začetek, kaj za nas pomeni zasedanje zbora poslancev? Za nas pomeni priznanje za to, da smo bili na pravi strani zgodovine ves čas, da smo pomagali in pripomogli tam, kjer lahko, odločilno pripomogli v nekaterih stvareh in da ta spomin danes tudi gojimo. Imamo, z ponosom lahko rečem, osnovno šolo zbora poslancev kot največjo šolo pri nas. Imamo sicer nekaj pobud, ki bi radi te stvari malce spremenili, ampak lahko vam zagotovim, da dokler smo mi tukaj, se to definitivno ne bo zgodilo.
Bile so tudi pobude po spremembi občinskega praznika, ampak tudi to se ne bo zgodilo. Namreč, če kaj lahko rečem, in to bom vedno stal na tem, to je neizbrisljivi del naše zgodovine in ta del zgodovine je tisti del, v katerem smo se tudi mi v Kočevju upeli v širšo zgodbo in je prav, da smo na te stvari ponosni. In bomo ponosni tudi naprej. In ta okrogla miza in simpozij je samo kamenček v mozaiku tega, da nas vedno znova spomnite, nas pa dajmo spomniti koga drugega, ki ni iz Kočevja, da je včasih res prav, da se na stvari tudi ponašamo na njih in da s pogumom gledamo naprej. Temelji so zdravi, smer je prava, samo še sodelovati bo treba znati. Hvala lepa še enkrat za simpozij in želim čudovit dogodek danes. Hvala lepa. Po zdravni besedi vabim direktorico, gostiteljico Pokrajinskega muzeja v Kočevju, Vesno Jerbič-Perko. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Pokrajinskega muzeja Kočevje. Zelo smo veseli, da gostimo oziroma da smo skupaj pripravili današnji simpozij. Praktično že od vsega začetka je Pokrajinski muzej Kočevje neločljivo povezan z nekdanjim Sokolskim domom, danes Šeškovim domom. Namreč tako kot od obletnice mineva 80 let, od ustanovitve muzeja mineva 70 let. Morda še to, od leta 2001 je Šeškov dom spomenik državnega pomena zaradi svojih kulturnih, zgodovinskih, umetnostno-zgodovinskih in pa arhitekturnih lastnosti. Torej stavba, ki je pomembna in čeprav je danes na obrobju Kočevja, vidimo, kako pomembno je, da ljudi stalno opozarjamo ne samo na stavbo, ampak seveda na vse dogodke, povezane z njo, da tudi mlade generacije vejo, kaj se je v Kočevju dogajalo in tako pripravljamo različne manjše dogodke, ki morda niso tako odmevni, ampak določene stvari je treba stalno obnavljati, učiti mlade generacije, torej, da se zavedajo svoje dediščine in da jo lahko prenašajo naprej. Tako da danes bomo zagotovo slišali še veliko zanimivih stvari, morda kakšnih tudi novih. Tako da sem vesela, da smo priča temu dogodku. Hvala. Prosim tudi Petra Mikšo, da pozdravi še v imenu Središča za javno zgodovino in pa retrospektiv. Spoštovani, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, spoštovani župan. Hvala lepa muzeju in direktorici, da se je odzvala na povabilo našega, v bistvu lahko rečemo, glavnega pobudnika, dr. Bojana Balkovca, ki je v imenu oddelka za zgodovino programske skupine Slovenska zgodovina in v bistvu Središča za zgodovino, ki je del oddelka za zgodovino, naredil ta danes, pričakujem, vsaj tako zelo zanimiv dogodek. Hvala referentom, ki so se odzvali na naše povabilo. Središče za javno zgodovino je v bistvu neke vrste eden od centrov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se ukvarjamo z enimi, lahko rečemo, za zgodovinarje novitetami in sicer poskušamo to digitalno humanistiko, vizualizacijo in podobno prinesti čim bliže predvsem študentom našim, torej mladim zgodovinarjem. Ugotovili smo, da smo imeli oziroma imamo vsi mi danes eno težavo, da študentje, in ne samo študenti, ampak študenti imamo prvi stik, predvsem pa mladi, informacije glede zgodovine prejemajo na drugačen način, kot smo bili vajeni prej. Torej, knjiga je morda tisti končen cilj, na katerega ga usmerjamo, literatura, arhiv in tako naprej. Mladi dobijo informacijo na telefonu in s pomočjo kratkih člankov, predvsem pa tudi videoprodukcije. Torej, in v ta namen smo želeli in želimo, da v bistvu relevantne dogodke, zgodovinske, opisujemo na čim bolj v bistvu za njih dojemljiv način. Mislim, da smo na pravi poti, saj smo v bistvu v letošnjem letu s strani Znanstvene fundacije Republike Slovenije dobili priznanje Prometeja za komuniciranje v znanosti.
Torej, dobili smo najvišje priznanje v tej sferi z obrazložitvijo, da zgodovinske informacije dajemo strokovni javnosti na najbolj relevanten način. Mislim, da je to, kar želimo in kar bomo delali naprej in tudi današnji dogodek je temu namenjen. Zraven ste slišali, je omenjeno še združenje retrospektive, na nek način sem tudi tam deležnik kot eden od tistih, ki v društvu deluje. Zgodovinsko društvo retrospektive organizira dogodke, predavanja, tudi tovrstne zadeve in izdaja tudi revijo in upamo, da morda tudi kakšen produkt v sklopu današnjega dne. Torej, zaenkrat toliko, hvala za vso številčno udeležbo in veselim se referatov. Hvala.